Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Kot verjetno že veste, so Nada Herga, Darinka Rakovec, Franc Pergar in Stanka Premuš prejeli jabolko navdiha. To je priznanje, ki ga podeljuje predsednik države Borut Pahor, in minuli četrtek smo se tako družno vsi ponosni Ormožani odpravili v Ljubljano, da nekako skupaj prevzamemo to lepo priznanje. Kaj se pravzaprav dogajalo, verjetno že veste, veliko smo že povedali in veliko se šušlja o tem, ampak to je stvar, ki vsekakor nekako zahteva obrazložitev in seveda tudi še kakšno besedo zraven. Zato danes v naši družbi pozdravljam predvsem gospo Vikico, bomo rekli lepo, tako prijateljsko domače, sicer je to Ludovika Kvas, ki sicer prihaja iz Maribora, ampak ima tukaj sestro in se veliko druži s ormoškimi upokojenci. Tako je bila tudi s ormoškimi upokojenci na morju, na letovanju. In zgodilo se je, kot verjetno že veste, kaj vse se je dogajalo, tako da bo Vikica seveda danes povedala kaj več. Predlagatelji za priznanja za jabolko navdiha pa so bili Društvo upokojencev Ormož in sicer predsednica Danica Majič, ki jo tudi pozdravljam v naši družbi. Pozdravljeni. Lep pozdrav torej še obema, verjetno sta še obe pod vtisom minulega četrtka. Lep dan smo vsi skupaj doživeli, tudi posnetkov za spomin smo si nabrali, tako da... Ja, Danica, vi ste pravzaprav tista, ki je bila pobudnica za vsa ta lepa dogajanja oziroma za vse to, kar smo doživeli minuli četrtek v predsedniški palači. Ja, v juniju smo bili na letovanju, sicer na novi destinaciji, to je bilo na Dolgem otoku. Vse bi bilo lepo, super, enkratno, ljudje zadovoljni, vse razen nezgode, ki se nam je zgodila. Naša Vikica se nam je skoraj utopila, kot veste. Po uspeli reševalni akciji mi je takoj preblisnilo, to moramo nekako ovekovečiti, to je, da nekšnim priznanjem ali nekaj. Nekako sem imela v planu naslednjo leto, ko imamo srečanje upokojencev na nivoju medobčinske zveze, dajemo priznanja za razne uspehe, za dobro delo, za takšne zadeve, pa sem si nekako mislila, bomo takrat. Ker to že mora biti neka prilika, pa en skup ljudi, to ne gre samo tak skozi. Potem pa pridemo domov, začnemo spet aktivno delati v društvu in pride iz naše zveze Društva upokojencev Slovenije razpis za priznanja za posebne dosežke, kaj jih zveza daje. Takoj sem uporabila eno z drugim. Na prvi seji upravnega odbora v mesecu juliju sem to članom upravnega odbora predstavila, povedala tudi, da je možnost, da preko ZDUS-a prijavimo to zadevo, da dobijo ti ljudje, ti štirje naši srebrnolasi upokojenci priznanje, ker si to najbolj zaslužijo, da seznanila sem, da bom dala prijavo, da bomo prijavili zadevo. V tistem pa en naš v upravnem odboru prisoten pravi, veš, lahko še nekaj drugo naredimo, lahko še to damo priznanje preko Pahorja, tudi Pahor, predsednik države, podeljuje neka priznanja. Jaz malo čudno pogledam vse, kako pa naj tam zraven pridemo, rekel, na spletni strani imaš vse. Seveda, 3 dni, 4 dni sem to študirala, spletno stran tistih 1 milijon imen prečitala, se pa sploh nisem znala, kaj si naj s tem začnem. No, na koncu sem pripravila predlog, poslala v kabinet Pahorja, trajalo je mesec dni, pa se mi oglasi po elektronski pošti vodja kabineta Pahorja, gospa, ki se vse v tem trenutku ne zmislim, kaki je ime, pravi, dobili so, preštudirali so, zadeva je takša, da se mora obelodaniti, to ni vsaki dan in da oni predlagajo, da bi dali z uskladitvijo z gospodom Pahorjem, da bi dali priznanje jabolko navdiha, ki ga predsednik Pahor podeljuje za znamenje občudovanja in hvaležnosti izjemnim posameznikom in posameznikam, ki s svojimi dejanji in delovanjem navdihujejo v druge.
To je bilo v začetku oktobra, mislim, da prve dni oktobra, potem pa je bilo vsakodnevno pisanje. Kdaj sem prišla domov, kdaj sem prišla v pisarno, prvo, kaj je bilo, odprla elektronsko pošto društva, zdaj pa še ta seznam, zdaj pa še ti podatki, do srede, še v sredo smo si zadnjo pisali. V četrtek pa smo na avtobus. A ja, to še moram povedati, povabili smo tudi goste zraven, ker to je zadeva, ki smo jo hteli obelodaniti na občinskem nivoju in tudi na nivoju naše stanovske organizacije. Župana smo povabili, podžupana smo povabili, ki sta se oba odzvala, imeli pa smo tudi po stanovski organizaciji, bila sem kot društvo, kot predsednik društva jaz, potem je bil kot predsednik Medobčinske zveze gospod Pigner Stanko, predsednik Pokrajinske zveze Spodnjega Podravja gospod Franc Hojnik in predsednik ZDUS-a gospod Sušnik Janez. Vse sem povabila, vsi so se odzvali, tako da bilo je lepo, bilo je dobro. Ljudje, ti štirje naši upokojenci, rešitelji, mislim, da jim je bil to poseben dan, posebno za doživetje, prav tako tudi vsi poln avtobus naših simpatizerjev, podpornikov, vsi v glavnem doživetje na višku. Tega si verjetno sam ne bi nikdar še 3 dni pred tem predstavljal, da bo nihče tu zraven. V glavnem, čestitke veljajo vsem skupaj. Najpomembnejše pa je, da je Vikica Ludovika danes z nami. Še enkrat lep pozdrav. Seveda ste tudi bili tudi vi zraven v Ljubljani in kakšni občutki so vas navdajali? Prej ste rekli, ko smo tako malo klepetali, da ste čutili dolžnost, da greste zraven. Ja, res sem čutila. Zaslužili so si tako. Ne morem povedati, kako globoko sem jim hvaležna, to itak z besedami se ne da. In če ne bi šla, ne bi si nikoli odpustila. Sem rekla, če še karkoli pride, bom poskusila, da ja grem z njimi, da to doživim. Bil je prečudovit dan, tako krasno vzdušje, lep sprejem od gospoda predsednika. Enkratno smo se imeli. Jaz sem malo čutila, da bom mogoče v kakšni zadregi, ampak tako je bilo vse sproščeno, tako čudovito organizirano, da sem res presrečna, da sem bila lahko z njimi. Res. Vikica, da vas malo spoznamo, vi ste drugače Mariborčanka oziroma v Mariboru že živite od rane rosne mladosti, sicer pa ste po rodu iz Mihovcev, ne? Ne, sem po rodu iz Maribora. Iz Maribora, potem smo se preselili med vojno sem, tu mi je umrla mama in se moj oče ponovno poročil in tako smo ostali tukaj. Ampak ko sem končala nižjo gimnazijo, to je bil zadnji naš razred, ko smo še gimnazijo delali, potem pa sem šla v Maribor, tudi oče je že potem bil v Mariboru in tako sem jaz ostala, tam si družino ustvarila, službo dobila, 33 let delala v metalni, sem bila tajnica in to je bilo moje življenje. In zdaj pa se to zopet, ko sem sama ostala, ko nimam več moža, pa se dosti vračam k moji ljubi sestri, vsem v Ormož. Tako ste tudi torej seveda logično šli skupaj s ormoškimi upokojenci na morje. Tako je, tako. Torej, ja, osnovno šolo ste torej obiskovali tukaj v Ormožu? Prvi 4 razrede pri Veliki nedelji, 4 razrede pa gimnazija pa v Ormožu. To je bil zadnja tista generacija, smo še bili. Smo ravno praznovali pred par dnevi, maja smo praznovali obletnico, 60. obletnico male mature. No, kdo so bili vaši sošolci Ormožani? Jo, lahko ne, Radoševa Nadica, Ipačeva Ivanka, Berta, ona, kako se bom zdaj težko spomnila, tale, ko je tu v tej hiši doma, Ruda, Kuharičev Ludvik, prav pokojni. Razred 49 ljudi smo bili, to še imamo skupinsko sliko, prelepi spomini, pred 10 leti smo se še zelo dosti, se nas je zbralo in smo krasno praznovali. Zdaj nas je bilo že manj, ampak še vedno se zelo radi srečamo in smo zelo veseli, da pridemo skupaj. Fino, no Danica, takšna letovanja, kot ste torej bili letos, oziroma
so pravzaprav tradicija, ne, takšna skupna tekmovanja v vašem društvu. Letovanja so tradicija. Vsako leto zdaj že organiziramo že 2 letovanje. Letos bomo imeli 2, bili smo zdaj prvič na Dolgem otoku za spremembo, drugače pa redno letujemo v našem upokojenskem hotelu v Delfino. Tako da tudi zdaj gremo od 13. do 20. gremo v Delfin. Spet na morje. Ja. No, to ste bili torej junija, ne? V Junija, mesecu juniju. No? In tisti 14. junij je torej bil usoden za vas, Vikica. Zelo usoden. In če ne bi bilo teh dobrih, srčnih, pogumnih ljudi, da so se res tako potrudili, ker moja sestra je mene že odpisala, ko so me ven z vode, je rekla, nisem imela več upanja, ne. Ampak te ženske, to so strokovno podkovane, ne, in te so se res potrudile in seveda tudi vsa zahvala Francu, ki me pa res najbolj... No, povejte nam od začetka, kako je to bilo. Vi ste Jaz sem pač 3 šli malo. ja, 3 dni sem bila že na morju, vsi so že plavali, jaz še vedno ne, pa sem si rekla, pa danes pa jaz grem in sem se res pripravljala, da mrzla voda, čutila sem, ampak sem mislila, pa če vsi plavajo, bom tudi jaz. Jaz ne vem, 10 metrov, če ste bili od mene oddaljeni, jaz priplavam do njih, lepo, normalno, in ji rečem, ja, pa niti ni tako mrzla voda, ne, par besed. Ampak nekako sem začutila kako da mi je nekako zmanjkuje moči, smisla nič najboljše, da se jaz kar ne, zelo hitro sem se obrnila, da se jaz čim prej vrnem do mojih stopnic. Vedno težje. In sem si govorila, jaz znam plavati, jaz moram priplavati do te stopnic in mahala, koliko sem mogla, nog pa nisem čutila. Nog ni bilo, samo vleklo me je not. In potem zadnja misel, ko je moja bila, ko sem se že kar pošteno borila, sem videla Franca, še tak, kak stoji tam na obali, pa si mislim, Franc mi bo pomagal, zdaj vidi, ne, seveda moja sestra bila zunaj, ona me je hotela celo fotografirati in ko je videla, kak ne gre, je rekla, Franc, skoči, pomagaj ji, ne, ampak takrat je že več nič ne vem, ne. On je potem nekako baje od zadaj in da me, zelo težko so me celo ven dobili, ker je to tako strmo stopnice gor in potem so dali vse od sebe, da so me spravili k sebi, ne. Potem je prišla zdravnica, niti nisem vedela, da mi je dala 2 injekcije. Takrat si tako, bila sem pri sebi, ampak nisem bila, kako bi vam rekla, tako čisto zavezna. Vedela sem, vem, da me je nekdo vprašal, koliko sem stara in sem prav povedala. Ampak potem, seveda, preden sem prišla do Zadarja, to so bili 3 rešilci, ne. Prvo en, potem oni po čolnom, po še eden in potem nisto noč preživela. Zdravnik je rekel, ja, vi boste 2 dni tu ostala na opazovanju. Tu so mi eno močno zdravilo dali not, kri so mi vzeli in pljuča so mi slikali. Izgleda, da so bili izvidi tako dobri, po noči se nič ne spomnim, da bi me kdo kaj prišel pogledat, ne vprašajte, kak je bilo tam, kričanje celo noč, to je, seveda ne, te poškodbe razne. In zjutraj pride tista, ki vozi ljudi, pa pravi, vi idete kući, si lahko predstavljate. In potem pridem domov, prvo sem srečala Franca, tako smo se objela in sem rekla, moj rešitelj, ne. In drugo jutro, gospa Danica ve, kako srečanje je bilo to. To je bilo nepopisna sreča njih in mene. To je bilo, ne morem, besedami težko opišem, kako smo bili vsi srečni, da sem se vrnila, ne. Nič nisem domov sporočila, sploh nič niso sploh vedeli. Jaz sem samo, še 2 dni sem pol bila na morju in prišla pravzaprav čisto tako vredno domov, ne. Psiha je malo trpela, ne, malo sem, vodo še zdaj težko, ne, to še je vedno prisotno, tako me stisne malo, ne, če se kako potapljanje, ampak to bo vse minilo. Jaz sem zdaj že zelo dobra proti temu, kako sem prišla domov. Včeraj pa je bil prečudovit dan, to pa moram še enkrat poudariti. No, predlagam, da si sedaj vsi skupaj ogledamo izjave vaših rešiteljev, ki so tudi opisali, kako so torej pomagali vam tam na licu mesta, pa tudi kako so bili veseli priznanja, ki so ga prejeli od Pahorja. To si težko predstavljate, kako objemanje in kakva sreča, da je to bila ena naša. No, poglejmo.
Kako se spominjate tistega trenutka, ko ste reševali Vikico? Ja, jaz moram reči, da sem sama plavala v vodi, ko je Vikica plavala proti nam. In seveda stekel je pogovor, naenkrat pa slišim, ko se obrnem, plavam drugam, Vikica, plavaj, plavaj. Seveda slišim glas kolegice, ki jo je spodbujal, naj plava k obali, in takrat sem tudi opazila, da je v težavah. Plavala sem k obali, izplavala iz vode, in ko sem prišla seveda do tistega dela pomola, kjer so že nudili prvo pomoč, gledaš samo, kaj se da pomagati narediti, in ker je ravno bil direktor hotela na telefonski liniji z nujno medicinsko pomočjo in so naročili, naj gospod damo sedeti, v sedeč položaj, sem se usedla na nasprotni strani, ponudila svoj hrbet, da so jo naslonili na moj hrbet, in potem seveda, ker so kolegice, tudi medicinske sestre, so opazile nenormalno hitro in plitko dihanje, smo jo umirjali in počasi sva skupaj dihale, da sva potem nekje normalno zadihale in v takem položaju tudi pričakale ekipo nujne medicinske pomoči. Takrat moram reči, da sem si oddahnila, ker je ostala pri življenju do trenutka, ko sem vedela, da bo še v boljše roke prišla. Verjetno pa nikoli v življenju ne bom pozabila drugega dneva, ko se je naša Vika vrnila v hotel in sva se ravno srečale na recepcije. Takrat sva se objele, obe dve srečne in zadovoljne, da se vidiva, da se sploh lahko objameva. In to mi bo ostalo spomino in res je en prijeten občutek, ko veš, da si nekomu lahko pomagal. Gospod Franc, kako pa se vi spominjate tistega trenutka, ko ste torej pomagali Vikici? Zelo živo, bom rekel, ne? Ampak, kaj bom rekel, zadovoljstvo mi je, da smo osebo rešili. Kot sem že rekel, ne bi si odpustil, da nisem storil nič, samo gledal, in mislim, da bi me to preganjalo celo življenje. Čeprav, kot sem rekel, nisem plavalec, nisem reševalec, plavam toliko pač, da se obdržim na vodi, ampak v tistem trenutku nisem jaz na to pomislil, ne? Ampak na srečo se vse lepo išlo, pa smo gospod rešili, ne? Vi ste torej opazovali dogodek oziroma dogajanje z obale in potem šli pomagati? Z obale, ona je bila sicer 20 metrov od obale, in ko je začela histerično plavati nazaj, ne, je nekje 10 metrov od obale omagala, oziroma je bila že v nezavesti, ne. Jaz sem takoj skočil v vodo, priplaval do nje, ter jo potiskal do obale, do stopnic, da smo jo potem dvignili na obalo, in kjer so potem ji nudili ustrezno oživljanje, ne. In kaj vam pomeni priznanje, ki ste ga danes prejeli? En navdih za naprej, pa upam, da več ne bo potrebno takega reševanja. Če bo pa potrebno, pa bom vsekakor pomagal, ker se pravim, bil sem 30 let v taki službi, kjer smo zmeraj bili pripravljeni pomagati ljudem. Zato smo, jaz pravim, bili programirani nekje, da pač pomagaš, ne. Da skočiš? Ja, tudi ja, ne. Če je le, da pomagaš ljudem, ne. Gospod Nada, kako se spominjate tistega trenutka, ko ste reševali Vikico? Ja, bilo je, kako naj rečem, bilo je res napeto, mislim, v bistvu sploh nisem pomišljala, kaj te je bil trenutek, sploh ne vem, kako sem se... No, v glavnem začutili ste, da je treba pomagati? Ja, sigurno, ja. No in je to bilo umetno dihanje, masiranje srca? Jaz sem bila tista, ki sem jo potegnila z vode, potem je priskočila Darinka na pomoč in jaz sem ji potem tudi zatipala puls, ker Darinka že prej masirala srce, jaz pa sem ji potem puls zatipala in potem smo bili vsi presrečni, da se je to zgodilo, da smo ji praktično rešili življenje, ne. In kaj vam pomeni priznanje, ki ste ga danes prejeli? Ja, ponosna sem, presrečna, pa mislim tudi, da
imam takšen poklic, ki tudi moram pomagati. Mislim, mi to ni nič novega, ne? Ja, Fino, iskrene čestitke, bodite ponosni. hvala. Gospa Darinka, kako pa se vi spominjate tega trenutka veličastnega? Zdaj se spominjam tega trenutka z veseljem, zato ker nam je uspelo rešiti še eno življenje. Ne? Drugače takrat pa je bilo kar naporno, gospa je bila v globoki nezavesti, ni dihala, nismo zaznali pulza, bila je v življenjski krizi. Ne? In ko smo jo začeli oživljati, je potem čez nekaj časa zadihala, ampak te minute so bile dolge. Ne? Mogli smo, mislim, masirala se mi srce, ker nismo zaznali utripa, v pljučih je imela seveda nekaj vode. Pozneje, ko smo zaznali puls in ko je začela dihati, pa je za nas bilo to najlepši trenutek. To pomeni, gospa, Smo jo rešili. to pomeni, da je bila že mrtva. Klinično bi rekla mrtva, ampak to lahko določi samo zdravnik, ne? To klinično smrt. S tem, da pač po mojih izkušnjah je bilo kar bila cela cianotična plava, ne? Ona sploh ni imela barve več takšne normalne. To pomeni pomagalo oziroma odločilno zanjo je bilo to, da ste ji masirali, torej prsni koš, srce in verjetno tudi umetno dihanje. Umetnega dihanja nismo dajali, ona je imela močno stisnjene usta, čeprav je bila v globoki nezavesti, je močno stiskala zobe in seveda je vedno najprej treba masirati srce. Umetno dihanje, 15:1 se ponavadi oživlja. In v tistem času je Nada, moja kolegica, medicinska sestra, zaznala že puls, tako da nismo dajali umetnega dihanja. Ja? Masirali smo samo srce, obrnili smo jo na stran, probali smo jo odpreti usta, ampak to je bilo vse težko, ker je bilo pač vse. No, tako pravijo torej Nada Herga, Darinka Rakovec, Franc Pergar in Stanka Premož, ki so res torej junaki vseh nas, Res je, ne. Predvsem pa verjetno vaši junaki za vedno, gospa Vikica. No, preden smo pogledali posnetke, ste rekli, da je bilo srečanje potem, ko ste se vrnili z bolnišnice, nekaj posebnega. Danica, kaj ste pa recimo vi upokojenci doživljali takrat? Kako ste čakali recimo in izvide in vse tisto, kar so obveščali z bolnišnice? Direktor hotela je bil na vezi z bolnišnico, mi nismo z bolnišnico imeli veze, ker prvič domačin je tam, celo je imel nek še osebne veze v bolnici, tako da nam je on bil veza med bolnico pa med nami. Midva smo bila tudi na vezi, tako da vsaki dvakrat v teku dopoldneva, trikrat, tisti popoldne, ko je ni bilo, pa drugo dopoldne, preko je prišla, ne, vedno, kak je, ali sem jaz njega vprašala, ali je on mene vprašal. Potem pa vseh teh naših 35 ljudi, vsaki čas eden, kak je Vika, že veš kaj, kak dolgo bude še tam, ne? Tako da res, tako pa je rekla Vika, ko je prišla ona nazaj, to, kot da je vse breme opalo, vse tisti en dan je bil, tisti dan, ko je ni bilo, pa noč je bila strašno mučna, ker ne veš, kaj bo, kako bo se izišlo, ampak potom, ko smo videli, da se je to koliko toliko najboljše, kaj se je lahko, ne, smo še 2 dni uživali potom. Dvakratno uživali, da smo dopust pokoristili, pa uživali, da je vse šlo skozi tak, kaj bi lahko, samo smo se pogovarjali, kaj bi lahko bilo, ne, pa hvala Bogu, da ni bilo. Gospa Vikica, kaj se pa je pravzaprav zgodilo? Kaj se vam je zgodilo takrat v vodi? Zdravnica je pač ugotovila, da mi je tlak, ker je bila mrzla voda, da mi je pritisk tako padel, da sem bila brez moči. Je rekla, to drugo ni moglo biti, je rekla, veste, jaz sem iz Zadra doma, mi se domačini, če ni vse 26, se ne kopamo, vi turisti pa kar rinete v to mrzlo vodo. To je bil odgovor njen. In kaj, ne vem, drugo ne vem povedati. Jaz sem si samo govorila, znam plavati, jaz moram priti do stopnic in ni šlo. Nisem imela tega dela telesa, jaz nisem čutila. Ne vem povedati drugo, kaj je bilo. To je bila njena diagnoza. Sicer druga zdravnica je pa celo rekla,
ker samo žabico plavam in ker imam tu imam pa te izrazke to in rekla, da sem mogoče previsoko glavo udržala, da se pač sem te vode, da je mogoče bilo to krivo. Nišče ne more ugotoviti, ker potem izvidi niso bili slabi, celo povišan pritisk sem imela v bolnici tu v Zadru. V glavnem, vam ne znam povedati, kaj se mi je dogajalo, v glavnem mene je tako vleklo dol, kot da me nekdo vleče dol v morje. Si lahko mislite, bolj hočeš priti gor, da prideš ven, bolj snešla dol. No, hvala Bogu, da so bili torej Hvala Bogu. ljudje okrog vas. Ja. Mislim, žalostno bi bilo, ne, če bi recimo umrli zaradi utopitve. Ne? Ja, res. Je pa bilo, malo je manjkalo, ne, ker moja sestra je rekla, jaz sem že bila čisto obupana, da ne. Hvala Bogu, vse se je torej dobro končalo. Vikica je zaradi tukaj teh živa in dobrih zdrava. ljudi, ja. Povejte, Res. samo ste še šli potem tu k svojim zdravnikom? Ja, to so mi moji zdravniki, tako ker sem je tudi naročil, da moram. In nič ni bilo, jaz imam zelo lepe izvide zdaj celo in samo je rekla, vam je pritisk tako padel, da ste bila brez vseh moči, ne. Ampak roke so še delale, ne, dol ni šlo. V glavnem naj ostane vse skupaj, tudi ta dogodek, torej pri predsedniku nam vsem skupaj lep Ja, to je spomin. pa- Predlagam, da še rečemo kakšno. Društvo upokojencev Ormož letos praznuje 70. obletnico, obeležili ste ta svoj jubilej dostojno in torej letos se izteka, ne, brž imate še kakšne plane, torej še eno letovanje bo. Vikica, greste zraven? Ne, zdaj pa res ne bom šla. Res ne. Zaradi Zdaj strahu? Malo moram zdaj to preboleti, res. Nam se dogaja letos lepe stvari, razen Vikica, ne? Ampak tudi to je lepo bilo. Pa tudi kot je to je končno. lepo, ker se je dobro končalo. Mi imamo letos 70-letnico obstoja in delovanja društva. Proslavili, v glavnem je bila proslava na našem vsakoletnem srečanju. Imeli smo visoke goste. Druga zadeva, ki pa je, ki se pa nanaša na našo 70-letnico, pa je, da smo dobili od krajevne skupnosti, plaketo krajevne skupnosti v čas 70-letnice, čas delovanja in ustanovitve našega društva. Zdaj, moram biti poštena in priznati za to, da imamo mi 70 let, nismo, kako bi rekla, nismo zahvalni, ni naša zahvala. Mi smo pravzaprav ta hip na pravi čas, na pravem mestu, ne. Drugi so nam pot začrtali, mi jo z našimi idejami in z delom in z vsem, kaj delamo, samo tlakujemo. To pomeni, lepo vam gre. Lepo nam gre, lepo nam gre. In je za čestitati. Ja. Delamo, mislim, da koliko toliko dobro, sicer samo hvala ni vedno dobra, ampak koliko vidim, dobro. Imamo 430 članov trenutno, s tem, da to malo gor, malo dol, ljudje odhajajo, novi prihajajo, ki jih je sicer strašno malo, ne. Nekako se, kdo pride v penzijo, se takoj ne počuti za dosti star, da bi se nam priključil, ampak koncev čez čas pa ugotovi, da drugam ne spada več kot upokojencem. Tako da imamo pa zelo staro društvo, mislim po starosti članov. Imamo recimo eno, ki je 99 let stara, upam, da bo drugo leto 100-letnico praznovali. Ena bi letos 100-letnico praznovala, pa nam je umrla. Potem imamo 4 člane 90-letne, 17 članov 80-letnih, kaj še, 15 članov 70-letnih, tako da imamo v glavnem zelo dosti starejših članov, ne. No, vsi pa torej se še vedno radi družijo, radi zabavajo, predvsem športna sekcija je aktivna še vedno. Športna sekcija je aktivna v Ormožu, naši športniki se tekmujejo, vadijo, ukvarjajo z najmočnejšo je kegljanje s kroglo na vrvici, ki je tak ali tak med upokojenci vsemi slovenskimi najpopularnejši šport, potem pikado imamo razvit, balinanje imamo razvito, tudi kartajo, tudi ročna dela so zdaj letos se pri nas fest razmahnila, tako da
delamo. Koliko nam moči dajo, pa čas. Kulturne sekcije pa nimate, ne? Kulturne sekcije pa nimamo, to pa probamo zdaj že 2 leti skupaj spraviti, ampak ne gre. No, kaj si želite, kakšen pevski zbor ali? Sploh ne vemo. Vsi bi vse. Veste kaj, pri nas je tak. 100 ljudi, pa 300 idej, pa 200 želj, pa ne vem kaj, ne? Ampak vse ni izvedljivo. Vi ste si sedaj že kot predsednica izbrali kar veliko izkušenj. Kako dolgo ste že predsednica? 2. leto mi teče. Je težka naloga to? Koliko odgovornosti? Težka, tak fizično ni težka, ampak je odgovornost, pa skrb moraš imeti, pa časa dosti vzame. Zdaj, če bi recimo jaz imela vnuke v Ormožu, ki bi jih, morate moje male vnuke, ki še morajo več pozornosti od babice imeti, si tega ne bi mogla privoščiti. Druga zadeva pa, če ne bi jaz imela moža, kot ga imam, ki me podpira, tudi ne. Vikica, pri katerih pa ste vi sekcijah zraven? Sodelujete torej Veste kaj, na veselih trenutkih? Ja, edino, kar sem hodila, k Nemščini smo hodili, to smo bili ena velika skupina, na Delavsko univerzo že takrat. Potem smo tam se preveč samo zabavali in preveč smo bili veseli, učili se nismo ne vem koliko in potem smo sklenili, nima smisla in se dobivamo vsak 1. torek in vsak 3. torek imamo se dobivamo. Sicer na žalost nas je vedno manj, tako da zaenkrat nič. Hotela sem iti telovadbi, in se mi je vse sorte dogajalo, letošnjo leto sem celo padla na glavo, tako da kar nekaj se je dogajalo, da nisem mogla iti, ampak imam v načrtu, da se moram nekam vključiti. Res, prav sem sama na sebe jezna, da še to nisem storila, ne, ampak bom. Ja, Ormoško društvo vam je predaleč, to mi je vseeno, predaleč, ja. to bi mi bilo lažje, pa sestro skupaj, pa to, ne, to bi mi bilo lažje. Imam neke namige tam, ampak kolegica rekla, gremo tele orientalske plese, sem rekla, ne bi šlo, to bom pozabila. V glavnem, moram se nekam, sama, tudi ta mladi babi, vključiti se nekam, ne, ker se še kar tako fizično, kar pa jim počutim, ne, za moja leta. Vikica, zelo hvaležni smo vam, da ste si vzeli danes čas za obisk v našem studiu. Lepo vas je bilo spoznati. Hvala Bogu še enkrat pravim, da se je vse skupaj ta nesreča končala tako, kot se je. Da smo torej končno se tudi spoznali in skupaj bili torej pri predsedniku v predsedniški palači. Hvala tudi vam, Danica, da ste si vzeli čas, da ste torej malo podrobneje predstavili Društvo upokojencev Ormož, čeprav se mi zdi, da smo kar veliko skupaj, ne? Ja, zelo. Skoro se mi že zdi preveč. Vsaki čas nešče, sem te tam videl, enkrat na televiziji, enkrat tako. Hvala vam, jaz bi se še pa enkrat res vsem mojim tem dragim rešiteljem še enkrat zahvalila. Naj vejo, da sem jim blazno hvaležna. Naši gledalci boste lahko videli vse podrobnosti v oddaji Utrip Ormoža v četrtek, tako kot ponavadi, tako da danes pa še tisto, kar se seveda v prispevku v informativni oddaji ne da povedati. Tako da se vam za danes zahvaljujemo za pozornost, še enkrat torej hvala našima gostjoma in sicer Danici Majič, predsednici Društva upokojencev Ormož in Vikici Kvas iz Maribora, ki je tako na nek način tudi naša. Hvala za pozornost, se vidimo znova čez teden dni. Srečno do takrat.